Gospod Pahor, kako ocenjujete prvo uro nastopa premijeja Janeza Janše danes pred poslanci Državnega zbora? No, kot sem rekel, je po mojem mnenju predsednik vlade ta teden zapravil dve priložnosti. Najprej v ponedeljek, da bi bil tiho in ne bi omenil odstopa, ker vsaj kolikor jaz vem, ne jaz, ne moji bližnji sodelavci, kolikor vem. Od njega nihče ni pričakoval, da bo omenil odstop potem od možnosti za ravnanje vlade v prihodnjem času. Drugič, danes je zapravil priložnost, da bi z veliko bolj spravljivim pristopom pravzaprav povabil opozicijo, da sodeluje z vlado v tem zelo zahtevnem finalu njenega mandata. Jaz sem upisal pismo v torek, odgovora še danes nisem prejel. Sem pa prvič v 3 letih in pol čutil dolžnost, da opozorim moje kolege v Bruslju, da se v Sloveniji ustvarja vtis, kot da v evropski politiki delujem proti svoji lastni domovini in mi ni bilo težko napisati iskrenega odgovora, da se to, kolikor oni lahko vedo, nikoli v 3 letih in pol ni zgodilo. To mi nudi neko osebno zadoščenje, ker me obtožbe, da delam nekaj doma, nekaj drugega za hrbtom vlade, pa v Evropski uniji seveda boli, to morate razumeti. Zlasti zato, ker je vladi povsem jasno, to lahko vprašate zunanjega ministra ali pa morda predsednika vlade, kako smo zelo živahno in uspešno sodelovali pri tako delikatnih stvareh, kot recimo poročilo o Hrvaški ali pa resolucija odbora o Hrvaški. Tam je bilo potrebno igrati kot reprezentanca in tako smo tudi ravnali. Čeprav vam rečem, da meni nič ne onemogoča, da se ne bi kritično kot evropski poslanec izrekel o dogodkih doma. V 3 letih in pol s svojimi kolegi nisem enkrat omenil nobene domače zadeve, sploh pa ne v kritičnem smislu. In ko sem zadnjič na formalnem sestanku z predsednikom skupine Šulcem odgovarjal na njegovo vprašanje, kako naj ravna poslanska skupina socialistov, sem odgovoril, prosim, da se potrudimo, da Sloveniji uspe. Mi bomo prvič predsedovali in vas prosim za konstruktivno sodelovanje. To bo on tudi potrdil, ko bo prišel v Slovenijo 2. in 3. decembra. Kaj sploh pričakujete danes? Premijer danes ni jasno izjasnil, da bo tudi v primeru, da dobi 51 glasov podpore, ne bo odstopil. No, to bi se mi zdelo precej nenavadno. Verjetno se je odločil, da preizkusi, ali ima trdno podporo v parlamentu in glede na napovedi poslanskih skupin bo to trdno večino tudi dobil. Potem od nekoga, ki je dobil mandat volivcev leta 2004, da vodi Republiko Slovenijo, ki je konec leta 2007 dobil potrditev politične večine, da nadaljuje s svojim delom, bi pričakoval, da na predvečer predsedovanja Evropske unije ne sprejme nobene odločitve, ki bi lahko postavila Slovenijo v zelo neprijeten položaj. Vi ustrajate, da v to vlado ne greste, da samo z mandatom volivcev ste pripravljeni prevzeti odgovornost? Mi smo odločitev glede tega že sprejeli. Mislim, da sedaj niso take okoliščine, ne da bi ta vlada morala zapustiti položaj, ne da bi v to vlado morali vstopati, ima dovolj trdno večino. Prav gotovo pa niso okoliščine, v katerih bi po morebitnem odstopu te vlade Socialni demokrati s tako majhnim številom poslancev, ne da bi zato dobili mandat na volitvah pred 3 leti, prevzeli odgovornost za sestavo neke vlade, ki bi imela pred sabo 2 nalogi. Zelo zahtevno v Bruslju in še bolj zahtevno doma. Ponovila bi se verjetno klavrna usoda Bajukove vlade iz leta 2000, ki ni bila nagrajena pri volivcih in temu se želimo iz napak iz preteklosti, naših in drugih se želimo kaj naučiti. Kako komentirate dejstvo, da Janez Janša trdi, da za peticijo novinarsko stoji stranka Socialnih demokratov in da ta preko Boška Šrota, ki je član Socialnih demokratov, obvladuje nekatere pomembne slovenske medije? Najprej, glede ene stvari se s predsednikom strinjava. V Sloveniji demokracija in vsakdo lahko zapiše v oceno stanja, kar ocenjuje, da to stanje odraža. In tukaj med nama ni razlik. Spomnil bi samo vas in predsednika vlade, da gre za osnutek ocene stanja, da bo predsedstvo to stanje še seveda to formalno sprejelo, ampak verjetno glede teme kakšne velike razlike v končni formulaciji ne bo. Drugič, treba je še bolj jasno morda povedati, da je bila peticija novinarjev, kolikor se jaz spomnim, to boste verjetno vi lažje preverili, napisana, mislim, da mesec dni prej, preden je ocena stanja ugledala luč javnosti. In tretjič, lahko vam zagotovim s polno odgovornostjo, to ne vam potrdijo tisti, ki so pripravljali peticijo, da z njimi nismo imeli dobenega stika. Morda ugotavljamo iste stvari,
vendar to seveda ni razlog za to, da se nas meče v isti koš. Tudi javnost je dobila vtis, da je v oceni stanja govor o Belorusiji. Belorusija se ne omenja nikjer, Belorusija omenja nekdo drug. A gospod Šrot je član vaše stranke kot gospod Janša rad Boško? omeni? Ja, je. Torej, in kako to komentirate, da sedaj vi obvladujete medije, kot so Torej, Delo in Večer? nekaj vam lahko zagotovim. Ne z gospodom Šrotom, ne z glavnim urednikom ali odgovornim, vi ste mislim, da izdela. Ne? Torej, jaz nisem imel nobenega sestanka v zvezi s tem vprašanjem. In mislim, da novinarji in komentatorji dovolj dobro poznate moje delo, da veste, da se zelo, zelo redko odzovem na kakšen dogodek v medijih. V mediji opravljate svoje delo, politika svojega, moramo biti potrpežljivi. Kakšenkrat naredite po naši oceni napako vi, kakšenkrat naredimo po vaši oceni napako mi, moramo se spoštovati v svojih različnih vlogah in temu bomo ostali zvesti. Ne glede na vse, gospod Pahor, mislim, da sem prej slišal, da želite, da vlada danes obstane. Vaši poslanci bodo kljub vsemu glasovali proti. Gotovo, zato ker se vedno pri zaupnici preverja, ali ima vlada večino, s katero vlada. Mi v tej vladi nismo. Mi nimamo vpliva in odgovornosti, da bi podprli vlado. S tem bi prevzeli, pazite, odgovornost za delo njene vlade, ne bi pa imeli vpliva na njene odločitve. To ne gre. Hvala lepa. Ja. Se pa to, če bo vlada dobila mandat, kaj to pomeni za vaše delo? Studijali tako kot naprej? Torej, jaz mislim, da je to za Slovenijo ta hip še najboljša rešitev. Kot rečeno, bi na predvečer predsedovanja v drugačnem primeru prišlo iz negotovosti, ki bo upam, da danes končana, v politično krizo, v kateri bi se iskali različne rešitve, vse so slabe, po mnenju socialnih demokratov so predčasne volitve potem še najboljše. Lahko upam, da o tem ne bo potrebno razmišljati, da bomo razmišljali o drugih, bolj vsebinskih stvareh. Bo to spremenilo kaj vaše delo? Ne, jaz sem danes na poslanski skupini dejal, da smo zmerna stranka in tako bomo ostali do konca mandata, pa ne s tako zmerno politiko zmagamo ali izgubimo.